Scenarij. Letalo se zaleti v žičnico in strmoglavi, ena gondola pade po strmini, na ostalih 5 pa so ujeti poškodovanci. Čeprav je verjetnost zelo majhna, da se zgodi nesreča v takšnem obsegu, pa so z reševalno vajo želeli zagotoviti uspešen potek vseh varnostnih ukrepov za varnost morebitnih udeležencev v takšni nesreči. Zakaj je pomembno, da se izvedejo tovrstne akcije? Mi kot upravljalec moramo vsako leto pripraviti vajo, ki obsega reševanje iz kabin krožno-kabinske. Letos je pa zdaj malo širša, torej ni šlo samo za reševanje iz krožno-kabinske, šlo je tudi za simulacijo letalske nesreče, ki je povzročila padec ene kabine. No in temu primerno je bilo število sodelujočih zelo veliko in namen vaje je bil predvsem, da preverimo usklajenost pri delovanju, koordinacijo, medsebojno informiranje, obveščanje, sodelovanje in v tem smislu je akcija v celoti uspela. Torej danes je bilo sodelujočih preko 230 članov reševalnih ekip, torej prostovoljni in pa poklicni gasilci, služba nujne medicinske pomoči, gorska reševalna služba, redarstvo, mestni, torej služba zaščito in reševanje mestne občine Maribor, policija in pa jaz sem zaposleni Marproma, torej veliko različnih deležnikov, ob tem pa so na koncu še bili poklicani vodniki službenih psov, ki so simulirali iskanje torej oseb, tako da veliko število udeležencev in ko gre za tako veliko akcijo je sodelovanje med njimi zelo pomembno. Scenarija, po katerem je bila izvedena vaja reševalne akcije, sta bila 2. Poglejte, tu smo imeli dejansko 2 scenarija. Se pravi, smo imeli nesrečo manjšega zrakoplova in ko je prišla ta informacija za strani očividca v regijski center za obveščanje na številko 112, imajo v regijskem centru standardne operativne postopke, po katerih obveščajo in aktivirajo. Se pravi, najprej so aktivirali gasilsko enoto širšega pomena, to je gasilska brigada Maribor in pa tudi službo nujne medicinske pomoči ter policijo. Istočasno, ko je pa upravljalec zaznal, da se jim je nekaj zgodilo na krožno-kabinski žičnici, pa je prav tako poklical številko 112. V tem vmesnem obdobju imajo sami protokol, da grejo pogledati, kaj se jim je zgodilo, kje so težave in potem dajo to informacijo ponovno v regijski center, ker imamo spet standardne operativne postopke za ukrepanje ob žičniških napravah. Ob 9. uri se je zgodila simulirana nesreča, slabih 20 minut kasneje se je prava reševalna akcija in z njo obveščanje že začelo. Pri takšnem reševanju sodeluje več služb, ki skrbijo za pomoč in varnost, tudi gasilci. Naša naloga je dejansko bila prijava, da je padlo letalo na področju Pohorja. Po samem prihodu smo ugotovili, da je tu zadeval del žičnice in da se je ena gondola snela. Začeli smo posredovati na težko dostopnem terenu pri gašenju letala, reševanju iz ene gondole, ki je padla z žičnice. Prav tako smo aktivirali ostale službe, GRS Marprom je že samodejno začel z reševalno akcijo, ko so ugotovili, kaj se je zgodilo, plus sva policija, reševalci, po načrtu aktivirano in smo skupaj uspešno zaključili ta del vaje kot intervencije. Mariborsko reševalno vajo so si ogledali tudi zunanji ocenjevalci, ki so bili pozorni na pomanjkljivosti in napake. Njihovo poročilo še sledi, reševalne službe pa so bile na nepredvidljivi potek akcije tudi pripravljene. Glejte, pri vsakem delu se dogajajo kakšni zapleti, tudi danes se je kakšen zaplet pojavil. Definitivno bomo na analizi razčistili stvari, ki so jih ocenjevalci vaje tudi sami opazili, ker mi sami svojega dela tudi ne moramo takoj ocenjevati. Jaz moram reči, da sem daleč opazoval zadevo, poslušal po radijskih zvezah, kaj se je dogajalo. Tudi časovno, glede na izkušnje, lahko rečem, da smo v okviru tistih časovnih razmer, ki so predpisane za takšno reševanje. Moram pa reči, da smo veseli tudi, da smo danes prvič reševali ponesrečene potnike iz kabin z višine, z nosili, z vrvno tehniko in moram reči, da imamo zdaj s tem zelo dobro izkušnjo za naprej. Sobotna vaja je bila uspešna, komunikacija med vsemi udeleženci je potekala usklajeno. Dejstvo je, da ima Maribor in regija, da imata dobro usposobljene službe, ki skrbijo za to področje. To se vidi tudi po odzivnem času in mislim, da je
regijski štab za civilno zaščito, ki je predlagal in na koncu sprejel tudi sklep o izvedbi te akcije, ravnal prav. Mislim, da je potrebno od časa do časa preveriti funkcioniranje v takem obsegu, kot je bil opredeljen danes, in v tem smislu mislim, da se bodo ugotovile pozitivne stvari pri sami vaji in najverjetneje bomo naleteli tudi na kako malenkost, na kako stvar, ki jo bo potrebno torej ali doreči ali pa izboljšati. In v tem smislu je ta vaja vsekakor zelo uspela. Vsem več kot 230 udeležencem pri reševalni vaji velja zahvala, da so v sobotnem dnevu prikazali pripravljenost in strokovno ravnanje v vseh situacijah. Ker nesreča nikoli ne počiva, je dobro vedeti, da imamo v primeru hujše nesreče na Štajerskem usposobljen kader, na katerega se lahko zanesemo.